lep dober večer. Lepo pozdravljeni. Veseli, da se ponovno srečamo. Danes začenjamo s predavanjem o Romanovih. Se mi zdi, da ni potrebno ponovno in posebej poudarjati in predstavljati našega predavatelja. Smo sila zadovoljni, da se vzame čas in da pride na Bled. Z velikim, velikim veseljem. Ja. Resnično. Ja. Ja. Samo za tiste, ki mogoče naveste, je z Koroške. To je tudi v redu, tako kot z Gorenjske. Mislim, da to lepo sovpada. In tam je naredil gimnazijo, pa je še študirati zgodovino, je zgodovinar in ljubitelj in se je potem še z umetnostjo zgodovino sila veliko ukvarjal. Ste vsi v živo, pravzaprav, da smo vsi lahko v živo doživeli in užili ta njegov znanje. Danes se pa selimo v Rusijo v začetek, to se pravi 17. stoletja. Sem se prav bavil, da zgrešil. In vas lepo povabim, da začnete s predavanjem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Še enkrat en lep pozdrav z gospodom Vernikom pa z gospodom Vidicom. Smo prej ugotovili, da ste zelo hitro prišli. Jaz sem bil 1 uro prehitro tule. Tako da toliko se mi je mudilo, da ja ne bi prišel prepozno. Res sem vesel, da sem spet tule, ta tretjič, in upam, da vam bo ta tema, ki smo jo nekako skupaj zbrali, vsaj toliko všeč, kot so bili Habsburžani in pa Medičejci, o katerih smo se v preteklih sezonah pogovarjali. Danes pa, kot veste, se začnemo pogovarjati o Romanovih. Torej, kot sami vidite, naslov današnjega predavanja je zelo nenavaden. Obdobje zmede, kaosa. Ponavadi je kaos tisti, iz katerega se potem nekaj urejenega rodi, in tako je bilo tudi v Rusiji. Gospod Vernik je že rekel, da se bomo ustavili v začetku 17. stoletja. Dejansko je naš začetek tega leta. Leta 1584 je za Rusijo seveda izredno pomembno leto. Namreč tega leta umre eden največjih vladarjev, ki so vladali Rusiji, in verjetno ob njegovi smrti marsikdo razmišlja, kaj bo pa zdaj. Torej, verjetno, če ne bi napisal, kdo je ta gospod, bi uganili. Jaz se zelo, če se le da, izogibam izraza Ivan Grozni, pa preprosto zato, ker v ruski zgodovini je toliko takih groznih, da bom rekel, bi govorili tako, da bi ena inflacija nastala teh izrazov. Torej, Ivan Vasiljevič, Ivan IV. Vsekakor vladar, o katerem danes Rusi razmišljajo mnogo bolj pozitivno kot pa katerikoli drugi narod. In tudi ta izraz grozni, ki ga mi seveda z neko strahovlado povezujemo, je v, bom rekel, ruskih pogledih drugačen. Rusi to prevajajo kot strah zbujajoč, torej tisti, ki se ga sovražniki bojijo, ne tisti, ki bi se ga recimo bal lasten narod. Torej, kdo je bil ta človek, ki je leta 1584 umrl? Poglejte, Ivan IV. Grozni je bil vladar iz dinastije Rurikidov. Mi se ne bomo podajali nazaj v zgodovino, da bi razložil, kdo so bili Rurikidi, ampak samo toliko, da veste. Rurikidi so prva izmed 2 ruskih dinastij, druga so Romanovi, in Rurikidi zavladajo tam okrog leta 860 in bili so vikingi. Torej,
Švedi, če smo natančni, prvi vladar je bil Rurik, zato Rurikidi. In potem traja tako rekoč 700 let, do Ivana IV. In seveda Ivan IV. Je zagotovo eden najslavnejših vladarjev iz te dinastije, tudi eden najbolj pomembnih. Tukaj lahko vidite njegov portret, ki je realen, torej to, kar smo prej videli, to je del slike iz 19. stoletja in seveda takrat je bila, bom rekel, neka romantika tista, ki je zahtevala, da Ivana upodobijo tako, da bi se človek ustrašil, če ga vidi v resnici. Torej, to je njegov realni pogled, ki ni tako strah zbujajoč, portret, eden prvih sploh portretov kakega ruskega vladarja. Posvetna umetnost v Rusiji v Ivanovem času ni bila ravno nekaj posebej močna, to pride šele z Romanovi. Ampak do Romanovih je še dolga in hkrati kratka pot. Malo več kot 30 let moramo danes obdelati, ampak za Rusijo je teh 30 let bilo vse prej kot pa prijetnik. Torej, zakaj je Ivan IV. Tako pomemben, da pravzaprav začenjamo z njim? Poglejte, tukaj lahko vidite njegov prestol. Na tem prestolu iz slamove kosti je sedel Ivan IV., ko so ga okronali. Ivan IV. Je bil prvi vladar Rusije, ki je ob svojem kronanju, takrat je bil star 17 let, zase zahteval naziv carja. Njegova dva predhodnika sta ta naziv uporabljala, njegov oče in njegov ded, ampak nihče od njiju pa ni ta naziv vzel takoj, ko je sedel na prestol. Ivan ga je. In to je seveda pomembno. Namreč vsi naslednji ruski vladarji takoj ob prevzemu oblasti postanejo ruski carji. Dejansko je to ruski car ni čisto prav naziv, čisto uradni naziv je naziv carja vseh Rusij. Namreč Rusij je bilo več. Bila je Moskovska, bila je Kijevska, bila je Vladimirska, Novgorodska in s tem so želeli poudariti, da vladajo vsemu ruskemu narodu. In zakaj je seveda ta prestol zanimiv? Zato, ker so na tem prestolu kasneje okronali skoraj vse ruske carje. In to je in imperatorje. Do imperatorjev seveda še pridemo. Poglejte, Ivan torej je prvi okronani car. Drugič določi nek ceremonial kronanja, ki je postal seveda potem bolj ali manj nespremenjen do konca monarhije. Ivan naredi seveda še nekaj. Osvoji mesto Kazan, prestolnico Tatarov, še danes je to prestolnica Tatarstana, mesto Kazan, in od tam prenese številne zaklade. Med drugim tudi krono tatarskih kanov. Lahko vidite, da ni krščanska krona, ker nima križa na vrhu. Kot ga boste videli, imajo vse ruske krone. In Ivan seveda z tem naredi ogromno potezo. Potezo, ki je bila za Ruse še kako zelo ključna, ker odslej naprej Tatari Rusov več ne ogrožajo. Ne samo to, zdaj so bili Rusi tisti, ki so vladali Tatarom. Poglejte, kot neke vrste spomenik zmagi nad Tatari, da Ivan zgraditi tole cerkev. Vsi jo poznate pod imenom Vasilij Blaženi. Dejansko se ta cerkev imenuje Pokrovski sabor. Pokrov je namreč eden od Marijinih praznikov, tako se imenuje po rusko, in cerkev je posvečena Mariji, kot veliko drugih cerkva v Rusiji. In kaj je seveda posebej zanimivo? Odkot to ime? Glejte, pri tej cerkvi je živel nek moški, danes bi rekli tako, en klošar, ki ni bil čist pri zdravi pameti, malo je bil prizadet. Ampak Rusi so verjeli, da so ljudje, ki so umsko malo omejeni, blizu Bogu, bližje kot pa mi, ki smo normalni.
In navada v Rusiji je bila, da so takim ljudem rekli, da so blaženi, da jih je Gospod blagoslovil. In če greste danes v Rusijo, če vam kdo reče, da ste blaženi, pomeni, da niste ravno ta pravi. Torej, pazite, ko boste po Rusiji hodili, kaj vam bo kdo rekel. Torej, če bo rekli, da ste blaženi, lahko mirno začnete ga obkladati s kakimi žaljivkami. Torej, Cirko je pa zagotovo seveda sinonim dobe Ivana Groznega. Poglejte, Ivan je seveda človek, o katerem težko pravzaprav povemo vse tako na kratko v uvodu. Dejstvo je, da je bil sodobnik recimo slovitega angleškega Henrika VIII. In pa njegove hčerke Elizabete. 7 žena je imel, pa ni bil tako hud ali pa tako slab soprog kot njegov angleški kolega. Vse žene so naravne smrti umrle, menda. Tako, Anastazija, njegova prva žena, zelo pomembna figura, je umrla zastrupljena, ampak ni je Ivan zastrupil, pač pa njegovi nasprotniki. In to je seveda bilo zelo pomembno. Namreč zaradi tega, ker je imel Anastazijo rad, je seveda podpiral potem njeno družino. To je bila družina Jurjevskih oziroma Jurjevskih, in ta družina se tekom tega Ivanovega vladanja, bomo o tem naslednjič govorili, preimenuje v družino Romanovih. Torej, Anastazija Romanova je bila seveda Ivanova prva žena, velika ljubezen in seveda ona je zaslužna, da ta družina iz neke anonimnosti pride kasneje celo do ruskega prestola. Torej, ena najbolj seveda tragičnih stvari v Ivanovem življenju je to, kar vidite na tej sliki od Rjepina, torej od Ilije Rjepina. Ivan je imel zdravega in zelo sposobnega naslednika. To je bil njegov najstarejši sin, ravno tako Ivan, ampak pride do enega prepira, ki se konča tragično. Ne samo za Ivana, mlajšega, pač pa tudi za celo Rusijo. Namreč sprla sta se oče in sin na sinovi poroki. Namreč car Ivan, je seveda svojemu sinu očital, da ta mlada, torej sinova žena, bomo rekli snaha, ne kaže dovolj spoštovanja do Ivana starejšega, torej do svojega tasta. In beseda je dala besedo, sprla sta se in ker je bil ata Ivana zelo nagle jeza, je vzel palico, vidite jo na tleh leži in seveda udaril svojega sina po glav. Tako fajn ga je kresno, da je ta umrl. In s tem je seveda šla po zlu dediščina. Namreč vsi ostali otroci, ki jih je imel Ivan Grozni, so bili precej bolj problematični. Poglejte, Ivan Grozni svoja zadnja leta potem preživi v nekem strahu, kaj bo po njegovi smrti. Želel je čim boljše vladati. Tule lahko vidite en prizor iz zadnjega leta njegovega življenja, ko pridejo na njegov dvor angleški poslaniki. Namreč Ivan je gojil zelo hecno idejo, da bi se poročil z angleško kraljico Elizabeto I. Ideja je bila zelo hecna, ampak hkrati seveda bi bila z razmišljanjem tistega časa ta ideja zelo pametna in bi bila v korist obeh držav, bi pa seveda iz tega ven ne prišlo do nobenega potomstva, in to je tisto, kar Ivana seveda nekako pač prepriča, da vendarle je boljše, da najde kako Rusinjo, no preden da je našel 8. ženo, je umrl. Infarkt ga je zadel med tem, ko je igral šah, tako da ne bo kdo mislil, da je šah tako nedolžna igra. Poglejte, v obdobju, ko Ivan umre, je bila Rusija seveda zelo velika država. Bila je že večja od 3 milijonov kvadratnih kilometrov, danes jih ima 17, in obsega ogromno ozemlje med Poljsko, Uralom
in pa vidite tule na jugu imamo tatarsko državo še na Krimu, potem imamo pa tu seveda švedski imperij. Zdaj, razmere v tedanji vzhodni Evropi so bile seveda marsikdaj v marsičem drugačne kot danes. Torej, poleg Rusije, ki je bila največja država, moramo kot velesilo seveda upoštevati tudi Poljsko. Poljsko-litovsko državo, ki je bila večja od 1 milijona kvadratnih kilometrov. Predvsem je zanimivo, da je bila tista nosilna država znotraj te zveze med Poljsko in Litvo Litva. Litva je bila tista, ki je seveda sprožila postopek združitve in danes seveda, ko je Litva velika za 2 Sloveniji, pa približno 3,5 milijone prebivalcev ima, si težko predstavljamo, da je to bil nekoč nek imperij. In ta imperij je bil. Ampak zdaj, ko Ivan umre, se ta imperij znajde v rokah tegale človeka, Fjodorja I. Ivanoviča. Lahko vidite, da gre seveda za nek zahodni bakrorez, ki nam prikazuje ruskega vladarja. Kaj je zanimivo? Gre za seveda nek portret, ki bomo videli, da nima veze z realnostjo, še manj seveda ima z realnostjo veze ta napis. Torej, veliki gospod Moskve. Ruski vladarji so tedaj že nosili cesarski naziv, torej naziv cesarja, ki pa jim ga seveda v tem času ni nihče hotel priznati, razen seveda lastnega prebivalstva. Fjodor je bil najstarejši preživeli Ivanov sin in tisto, kar je seveda pomembno, je to, da je Ivan imel še enega sina, ime mu je bilo Dimitrij, ta je bil ob očetovi smrti star tam 1,5 leta, natančno ne vemo koliko, ker v tistem času tako natančno tudi niso zapisovali rojstnih datumov, v glavnem so otroke, bom rekel, zapisali šele, ko so jih krstili, kar je pa lahko bilo tudi mesece po samem rojstvu. Zakaj tako? Namreč veliko otrok je že ob rojstvu umrlo in da se niso posebej trudili z ne vem kakimi ceremonijami, so vsaj malo počakali, da je otrok malo zrastel in pokazal, da bo še nekaj časa živel. Poglejte, ključno pri vsem skupaj je to, da se Fjodor I. Poroči z tole gospo, ki jo imate na njegovi desni, to je bila Irina Godunova. In gre seveda za zgodbo, ki je vsekakor zanimiva. Namreč, zakaj je zelo zanimiva? Poglejte, Fjodor je bil popolnoma nesposoben za vlado. Mi bi rekli, da je bil blažen. Torej, v vseh pomenih teh besed je zelo pobožen, zelo prijazen, pa zelo počasne pameti. In ta Fjodor seveda nikakor ni mogel sam vladati. Lahko bi seveda namesto njega, kot neke vrste regenta, sicer neformalna regenta, vladala 2 človeka. Eden je bil njegov stric, torej njegova mama je bila Anastazija Romanova, njegov stric, torej brat njegove mame, je bil pa Nikita Romanov, ki je seveda bil izredno sposoben človek, zelo oblastiželjen, ampak njegove ambicije so seveda trčile ob ambicije še enega, ravno tako sposobnega in še bolj oblastiželjnega človeka, to je bil pa Boris Godunov. In Boris je bil tisti, ki je seveda spravil svojo sestro tako daleč, da se je poročila seveda z Fjodorjem. In ta poroka seveda je bila tista, ki je dala misliti, kaj bo zdaj. Kot se je izkazalo, seveda iz te moke ni bilo kruha, po domače povedano, nobenih otrok ni bilo v tem zakonu. Treba je povedati, da sta se Fjodor pa Irina trudila, zelo trudila, ampak rodila se v končni fazi ena deklica, ki je preživela 2 leti. V tistem času, seveda smo ob koncu 16. stoletja, v Rusiji niso ravno razmišljali o tem, da bi lahko ženska vodila
Rusijo. Do tega bo trajalo še dobrih 120 let, potem pa dobimo tudi ruske vladarice. Tukaj lahko vidite rekonstrukcijo obraza Irine Godunove. Sovjetski znanstveniki so v 80. letih pravzaprav ob obletnici smrti Ivana Groznega naredili neke zelo pomembne poteze. Namreč odprli so sarkofag Ivana Groznega in naredili na podlagi ostankov glave, torej zelo dobro se je ohranilo, rekonstrukcijo, kako je Ivan izgledal. Potem so pa naredili še rekonstrukcijo Fjodorja in pa seveda Irine. In tule lahko vidimo mavčni odlitek, kako je izgledala Irina Godunova. Ne moramo reči seveda, da je neprivlačna bila, je pa seveda oblečena tako, kot so bile ženske takrat oblečene. Torej, ženske v Rusiji tistega časa niso bile tako, bomo rekli, koketno napravljene, kot recimo dame pri nas oziroma v zahodni Evropi. No, tule vidimo pa Fjodorja. In če pogledate ta obraz, tako kot ima v kinku, potem seveda nam je tako jasno, da gre za človeka, ki ni bil ravno ne vem kako aktiven. Res je, ta obraz je obraz človeka, ki je umrl. Tako je izgledal Fjodor leta 1598, ko umre po 14-letni vladi, ki je bila pa seveda za Rusijo vse prej kot pa, bom rekel, nepomembno obdobje. Čeprav on sam ne vlada, vodi politiko Boris Godunov, ki naveze zelo tesne stike z Angleži predvsem in pa še nekaj Godunov naredi. Poglavarja ruske cerkve, to je bil do tedaj moskovski nadškof in metropolit, povzdigne v patriarha. Od takrat naprej ima Rusija svojega patriarha in ga je imela, dokler se seveda Peter Veliki ni drugače odločil. O tem boste na tretjem predavanju kaj več slišali. Zakaj Rusija dobi svojega patriarha? Zakaj ni bil več dober patriarh v Carigradu? Preprosto zato, ker je bil carigrajski patriarh podložnik turškega sultana in Turki so seveda bili sovražniki Rusov. In Ivan Godunov, Boris Godunov je rekel tako, ne bo seveda naši cerkev vodil nekdo, ki je podložnik sultana. Pika konca, in seveda povzdigne moskovskega patriarha, metropolita v patriarha. Rečeno, storjeno, pobožni Fjodor je bil več kot pa srečen, da se je seveda to zgodilo. No, na carja Fjodorja spominja tudi ta slovita car Puška, ki jo tule vidite. Gre za top, ki ga ulijejo v tem času. Top, ki nikoli ni streljal. Danes je v moskovskem Kremlju. Glavna zanimivost tega topa je pa ta, da seveda te krogle, ki jih vidite, sploh ne bi šle not, ker so preširoke. Ko so krogle delali, so se zmotrili za približno pol centimetra. Dovolj, da ne bi šle not. Ampak top nikoli pravzaprav ni mišljen bil, da bi streljal. Ponavadi je bilo zadosti, da so ga samo pokazali, pa so se vsi razbežali. Nekajkrat se je to zgodilo, bil pa bolj za dekoracijo, kot pa za karkoli drugega. Z tega vidika bolj igrača, kot pa neko realno orožje. Poglejte, v času vladavine Fjodorja I. pa se odvije tragična zgodba, ki je tragična sama po sebi, če pa seveda govorimo o njenih posledicah, pa boste videli, da je bila še mnogo bolj tragična. Namreč, to je zgodba, ki potem seveda je temelj tega obdobja zmede. Trenutno v Rusiji še nimamo zmede. Imamo carja, imamo močnega človeka, ki namesto carja vlada, vse je lepo in prav. Ampak samo še malo, pa se bo vse grozno zakompliciralo. Tukaj imate fotografijo mesteca Ugljič. To je mesto ob Volgi in tu je fotografija iz tamkajšnjega Kremlja. V odzadju vidite palačo, ostanek palače iz 15. stoletja in v tej palači je v tem obdobju živel
en fant, ki je seveda bil še kako zelo pomemben. To je bil tale, deček, tu vidite njegov kip iz 19. stoletja, to je bil carjevič Dimitrij. Dimitrij, najmlajši izmed sinov Ivana Groznega, in dokler seveda Fjodor ni imel svojih potomcev in ni jih imel, je bil to tudi uradni prestolonaslednik. In to je bilo seveda za Borisa Godunova, ki si je vsekakor želel prestola, nekaj, kar ni bilo zaželjeno. In bilo je leta 1591, ko se seveda odvije ena zelo nenavadna drama. Poglejte, Dimitrij, tukaj imamo eno romantično sliko iz 19. stoletja, je bil v Ugljiču umorjen. Zdaj, ta umor je bil seveda izredno pomemben. Zelo je odmeval po Rusiji, kako da ne bi, konec koncev je bil umorjen prestolonaslednik, sin Ivana Groznega, in Godunov je poslal celo komisijo v Ugljič in tam so seveda preiskali, kar se je zgodilo. Zdaj, zakaj je sploh bila komisija poslana? Glejte, razlog je bil preprost. Ljudstvo Ugljiča je seveda reklo, fant je bil umorjen, in so napadli in pobili poslance Borisa Godunova, ki so bili takrat v mestu, češ da so oni tisti, ki so seveda zakrivili ta umor po naročilu Godunova. Komisija je seveda prišla, preučila zadeve in seveda naredila svojo resnico. Danes imamo o tej zgodbi, o Dimitriju iz Ugljiča, dve zgodbi. Ena, ki je seveda uradna. Uradna, potrjena strani carja in seveda vseh, ki so zraven sodili. Kaj pravi tale zgodba? Zelo preprosto. Mali Dimitrij, star tam med 7 pa 8 let, je šel ven iz palače in se igral z svojim nožem in se je potem seveda v napadu epilepsije, ki do takrat jasno ni imel, prerezal vrat. Tako je bilo to, tako je bilo poročilo in seveda uradno je ta obveljala. Zdaj seveda prebivalci Ugljiča pravijo drugače. Zgodbo bomo na hitro seveda si ogledali s pomočjo freske v tamkajšnji cerkvi, namreč Dimitrija so potem, ko so se razmere uredile, približno 20 let kasneje, razglasili za svetnika in ruska cerkev ga danes časti kot svetnika. Torej, kaj naj bi se zgodilo? Nastala je zarota. Godunov pošlje svoje može v Ugljič z namenom, da Dimitrija umorijo. Ti možje so podkupili eno od Dimitrijevih pestun, ki seveda je na tisti dan, ko je bilo domenjeno, vztrajala, da je treba fanta pelati malo na vrt, da se malo igral, zunaj je menda lilo, ko je škafa tisti dan, ampak vendarle, ona je vztrajala in Dimitrij je šel ven. Zunaj ga srečajo moški, ki ga vprašajo, kdo je, in on reče, jaz sem pa carjevič, oni pa ja, mi ti pa ne verjamemo, in če si carjevič, pokažiš svojo ogrlico, namreč carjeviči so imeli posebne ogrlice, po katerih so jih prepoznali. In Dimitrij, kot vidimo na freske, dvigne glavo, dvigne vrat in seveda oni to izkoristijo in mu prerežejo vrat. To naj bi videl nek moški, ki je bil na zvoniku. Namreč znotraj Kremlja v Ugljiču je več cerkva in tudi velik zvonik je bil in ta moški začne zdaj biti plat zvona, ljudstvo iz mesta udre, vidi mrtvega Dimitrija in kot sami lahko vidite tule kamenja do smrti te poslance Godunova, ki so zakrivili umor. To, kaj sledi, sem vam že povedal. Godunov
pošlje komisijo, ki ugotovi, da se je fant ubil sam med napadom epilepsije. Ker seveda je bila to zdaj uradna resnica, je bilo treba kaznovati ljudi, ki so seveda zagrešili umor. In seveda zgodba je zelo, zelo ruska. Nekatere ljudi ubijajo takoj, nekatere malo kasneje, veliko tistih, ki so pri tem sodelovali, pa pošljejo v Sibirijo. Sicer takrat pregnanstvo v Sibirijo ni bilo tako hudo kot pod Stalinom, o tem bomo še kako besedo rekli v prihodnjih predavanjih, ampak kaj je tipično rusko? Godunov ukaže kaznovati seveda tudi zvon, ki je takrat zvonil. Kaj naredijo temu zvonu? To je namreč tisti zvon. Vržejo ga zvonika, mu odbijajo eno uho, mu iztrgajo kembl in ga javno prebičajo. Da pa, to še ni bilo vse, in ga ženejo v Sibirijo. In zvon je potem zvonil v Sibiriji celih 300 let. V 19. stoletju so ljudje pisali tedanjemu carju, Nikolaju I, in seveda rekli, veličanstvo, stvar je taka in taka, in car je seveda, ker je pač po carskem ukazu bil zvon obsojen in poslan v Sibirijo, je seveda Nikolaj, avtokrat, popolni vladar Rusije, zdaj zvon rehabilitiral in ga seveda vrnil prebivalcem Ugljiča. Danes je v cerkvi, spominski cerkvi, not ima tisti svoj kembl spet in čudovito zvoni. Torej, gre za sijajen zvon, ki ga kljub temu, kljub 300-letnemu izgnanstvu v Sibiriji niso uničili. Torej, to je pa ruska vztrajnost. In to je seveda ena, bom rekel, taka tragično smešna zgodba, ampak veliko bolj tragična kot smešna. Torej, Dimitrij postane svetnik. Tule imate pregrinjalo, okrašeno z biseri, ki je seveda bilo položeno oziroma je danes položeno čez njegov sarkofag v moskovski Mihajlovi cerkvi. Tukaj je pokrov sarkofaga iz srebra, vidimo mladega princa, že kot svetnika s to aureolo, oziroma nimbom, v krasni obleki, torej vse je iz srebra in pa dragih kamnov. Tukaj pa ikona, tipična za rusko cerkev, in lahko vidite na sredi Dimitrija, okrog pa prizore iz njegovega življenja. Ikona je iz 17. stoletja, ko so Rusi že vladali Romanovi. Namreč Romanovi so bili tisti, ki so seveda Dimitrija razglasili potem za svetnika. In tukaj lahko vidite cerkev svetega Dimitrija, ki jo je dal postaviti Peter Veliki, na obletnico, 100. obletnico fantove smrti. Zelo, zelo jasno je rdeče barve, torej barve prelite krvi, kupole, ki so modre barve, pa seveda spominjajo na nebo, na nebesno čistočo in pa fantovo nedolžnost. Kaj je pravzaprav seveda v tej zgodbi pomembnega? Zakaj pravim, da je tragična? Ne samo, ker so po nedolžnem umorili fanta 8 let. Zgodba je še veliko bolj tragična zaradi tega, ker kmalu ljudje niso verjeli, da je bil Dimitrij umorjen. In kmalu, ko je bila Rusija v hudi, hudi stiski, se pojavijo tako imenovani lažni Dimitrij, torej moški, ki so želeli prestol in so rekli, jaz sem Dimitrij, jaz sem ušel, niso me umorili, skrival sem se in zdaj, ko je ruskemu narodu težko, sem prišel nazaj in bom odrešil ruski narod. Seveda so imeli samo lastno oblast v mislih, ruski narod jih je prav malo brigal, namreč večina teh ljudi sploh Rusov ni bila. Poglejte, kot sem omenil, leta 1598 umre Fjodor I in tedaj se sestane zemski sabor. Zdaj, kaj je zemski sabor? Mi bi rekli, da je to največje
demokratično predstavništvo, ki ga je Rusija imela. To so bili predstavniki plemstva, cerkve in pa mesta. Ne. Lahko vidite po oblekah, da so seveda vsi ti trije stanovi, ne, zastopani. In kar je seveda posebej zanimivo, v situaciji, kakršna je bila zdaj, je Zemski sabor moral določiti, kako naprej. Namreč neposrednih potomcev te dinastije, ne, Rurikov ni bilo več. Torej, dinastija Rurikov izumre in jasno je bilo seveda, da rabi Rusija novega vladarja. Sam po sebi se je ponujal Boris Godunov, ki je izkoristil dejstvo, da je bil že doslej na čelu države, sicer neuradno, in Zemski sabor malo podkupi, malo ustrahuje in tako se seveda zgodi kaj. Zemski sabor krono ponudi Godunovu in Godunov to krono seveda tudi sprejme. Tukaj ga lahko vidite na prestolu z krono na glavi. In poglejte, ta prestol, ki sem vam ga prikazal fotografijo, torej Godunov sedi na prestolu Ivana Groznega. S tem pride na ruski prestol nova dinastija, ki pa boste videli, je vladala vsega skupaj manj kot 8 let in zato je ponavadi sploh ne omenjamo. In zdaj se seveda prične to obdobje zmede. Obdobje, ki traja 15 let, ki je pa najhujše obdobje v zgodovini Rusije. Zakaj? Poglejte, Rusija je v teh 15 letih izgubila 1/3 prebivalcev. 1/3. Rusija je takrat imela 6 milijonov ljudi, 2 milijona umreta. Zaradi vojne, zaradi lakote, zaradi kuge in še številnih drugih razlogov. To je najhujše, kar je Rusija kadarkoli doživela. Morda bo kdo protestiral, bo rekel, kaj pa Stalin, kaj pa druga svetovna vojna. Ogromno ljudi umre. Več milijonov, ampak procentualno pa ne toliko kot v tem času. Če gledamo procentualno, seveda je 2 milijona tu več kot pa tistih 20 milijonov med drugo svetovno vojno in pa 10 milijonov približno ali pa 15, kolikor jih Stalin pravi. To je tisto, kar je seveda ključno pri tem. Torej, procent je tisto, ki je zelo, zelo pomemben. Godunov vlada na začetku zelo dobro. Imel je smisel za upravo, imel je smisel za seveda tudi politiko, vojsko in vse to kaže na, bom rekel, neko dobro vlado. Ampak razmere se spremenijo v prvem letu novega 17. stoletja. Tule vidite portret Godunova, tak naj bi dejansko izgledal. Namreč leta 1601 v Rusijo pride kuga. Kuga, ki je bila strahotno huda in ki seveda ni prišla sama. Kuga pride skupaj z enim dolgim obdobjem suš in pa ostrih zim. Poletje je bilo prevroče, pozimi je bilo premrzlo, tudi za ruske razmere premrzlo. Kaj je to pomenilo v praksi? Glejte, 3 slabe letine, ljudje so seveda bili čisto preč, nekateri so umrli, zaradi lakote, eni zaradi zmrzali. In ko je bilo seveda, bom rekel, to na vrhuncu, je še kuga zraven. In ker so bili ljudje popolnoma neodporni, v smislu seveda nekega bom rekel, njihovega telesa, telo bilo je čisto neodporno, je kuga kosila levo in desno in, kot sem rekel, vse to seveda v končni fazi terja ogromno mrtvih. In vrhunec, ta kriza seveda doživi nekje v obdobju okrog leta 1604. Godunov seveda ni bil priljubljen več.
Godunov se seveda v tem času vedno bolj pravzaprav umika iz javnega življenja, skrbi za svoje udobje. Tule imate prestol, ki ga si je dal narediti v enem takem perzijskem stilu. Prestol danes hranijo v zakladnici moskovskega Kremlja. In Godunov seveda doživlja pravzaprav zdaj ene zelo hude trenutke. Ljudje začnejo govoriti, ti nisi pravi car, ti ne bi smel biti car. Hitro ugotovijo, da je družina Godunov si celo tatarskega porekla, kar je res. Torej, Godunovi so bili kristjani približno 200 let, prej so bili muslimani in Tatari, torej izvorno niti niso bili Rusi. In seveda še nekaj je bilo, mnogi bojarji, tisti, ki so imeli v sebi kaj krvi dinastije Rurikov, Rurikidov, začnejo seveda gledati na Godunova navzdol, češ, kdo si pa ti, da boš nam ukazoval. In seveda ljudje vedno manj zaupajo temu carju. Godunov skuša stvari urediti na ta način, da podpira cerkev. Tukaj vidite veličasten, torej 88 metrov visok zvonik, pravi bi mu zvonik Ivana Velikega, v moskovskem Kremlju, ki ga da zgraditi, pa še številne druge cerkve samostane Godunov podpira, ampak to mu ne pomaga. Vedno bolj je bil seveda nezadovoljen in vedno bolj je bil njegov položaj šibak. In zdaj seveda se začne zgodba internacionalizirati. Do tega trenutka smo bili mi znotraj Rusije. Zdaj pa zadeva postane internacionalna. Poglejte, tukaj vidite Rubensov portret kralja Sigismunda III. Pa bi človek ugibal, kaj je ta Sigismund bil. Dejansko je bil kralj Poljske, da bo pa zadeva bolj zanimiva, je bil Šved. Na Švedskem, verjetno ste že slišali, vlada dinastija Vaza. Pomeni točno to kot po naše, Vaza. Tak je bil njihov priimek. In seveda Sigismund je prišel na poljski prestol, Poljaki so ga izvolili, je pa seveda Sigismund si zelo želel tudi švedskega prestola. Tam sedi njegov brat Erik, s katerim sta si bila kot pes pa mačka. In kaj se zdaj začne dogajati? Odnosi med Poljsko in pa Rusijo so bili seveda zelo slabi. Zakaj tu ne bomo razpredali, zakaj so danes slabi, bomo pa tekom naših predavanj ugotovili. Danes bomo temeljni kamen tem katastrofalno slabim odnosom položili. Boste kmalu zvedeli, kako in zakaj so ti odnosi še danes slabi. Torej, Sigismund zdaj ugotovi, da je z Rusi zelo slabo in skuša to izkoristiti. Po čemu? Preprosto zato, ker je Boris Godunov vmes seveda se začel povezovati z Švedi, da bi skupaj seveda napadli Sigismunda. Rusi so zelo radi razmišljali o tem, kako bi porazili Poljsko, ki je jim prej naredila številne težave. Seveda Erik Vaza, švedski kralj, je pa seveda razmišljal, kako bi lastnega brata čim bolj hitro spravil s poti. In tu so se seveda te zgodbe začele prepletati. Poglejte, v tem času pa se zgodi seveda nekaj. Ljudstvo je bilo obupano. Ni bilo za jesti, ni bilo za piti, umirali so ko muhe in seveda zdaj se pojavi nek mož, nek človek, ki je seveda bil prevarant, absolutno, in reče, jaz sem Dimitrij, jaz sem sin Ivana Groznega, jaz sem ta pravi car Rusije. In vi veste, upam, da ne iz lastnega življenja, da ko je človek res obupan, se uprime tudi zadnje bilke upanja. In seveda pobožni
neizobraženi, neuki, nepismeni, Rusi so rekli, ja seveda, zato nam gre tako slabo, ker imamo carja, ki ni ta pravi, naš ta pravi car, torej sin Ivana Groznega, je tisti, ki nam more vladati. Jasno, ta lažni Dimitrij prvi sem napisal, namreč bili so celo trije, ampak za nas sta samo prva dva zanimiva. Hitro, seveda ugotovi, da je za njega najboljše, če hoče preživeti, da se zateče na Poljsko. Poljaki so mu bili pripravljeni takoj pomagati. Lažni Dimitrij seveda se poveže, z Poljaki in kaj iz tega pride. Začne se vojna. Zanimivo je, da Godunov pošle na pot svojega najboljšega generala, to je bil Vasilij Šujski, knez Vasilij Šujski, ki naj bi se seveda srečal z vojsko, ki jo medtem zbere lažni Dimitrij. Do bitke ne pride. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so bili tudi ruski vojaki pobožni kmetje, in so rekli, ne bomo dvigovali roke nad našega pravega carja, na sina Ivana Groznega, in ta vojska, ki jo je Šujski imel in ki ni bila majhna, bila je okrog 40,000 vojakov, se dobesedno razblini. In lažni Dimitrij koraka zdaj naprej, prekorači seveda vse meje, ki so vodile proti Moskvi, in Dimitrij se bliža Moskvi. Zanimivo je, da se seveda zdaj zgodi nekaj, kar nihče ni pričakoval. Boris Godunov umre, naravne smrti, ni bil umorjen, in nasledi ga sin, kot car Fjodor II, ki komaj pravzaprav sede na prestol, ko ga že umorijo. Tule lahko vidite, agenti tega lažnega Dimitrija ga umorijo in s tem je pravzaprav bilo konec dinastije Godunovih. V spomin lahko jim pomahamo, tule vidite sliko, tukaj imamo Borisa, tule imamo Fjodorja. Boris vlada nekje slabih 7 let, Fjodor približno 3 mesece. Torej zelo, zelo na kratko je bila ta vlada. Tukaj pa vidimo grobnico Godunovih v samostanu Sergejev Posad. To je najbolj pomemben ruski samostan. Ima naziv Lavre, kar je, bom rekel, znak neke posebne svetosti. Torej, Godunovi so pokopani, z njimi se ne bomo več ukvarjali. Tisto, kar je seveda ključno, je zdaj tukaj vpliv Poljske. Torej, še en portret Sigismunda III., ki zdaj seveda poseže v dogajanje. Lažni Dimitrij, ki je imel doslej seveda poljsko podporo, je moral za to podporo tudi plačati. Sigismund ga pošle, ga povabi k sebi oziroma mu ukaže, da pride k njemu, in na tej sliki z 19. stoletja lahko vidite, kako pravzaprav ta lažni Dimitrij, to je tisti mladenič, z golobrat mladenič, sprejme pravzaprav navodila, ki so seveda še kako zelo pomembna. Glejte, lažni Dimitrij je moral obljubiti, da bo seveda, ko pride v Moskvo, ko zasede prestol, Rusijo pripeljal nazaj v naročje katoliške cerkve. Nekaj, kar je seveda bilo za katoliško Poljsko zelo pomembno in nekaj, kar seveda v Rusiji ne bi nikoli dovolili. Ampak ta zarota, če hočemo, proti ruskemu pravoslavju je bila sklenjena in se zdaj seveda razvija. Torej, Dimitrij v obdobju spomladi leta 1606
pride v Moskvo in zasede ruski prestol. Tukaj ga vidite spet na enem zahodnem bakrorezu. Zanimivo je, da se tu pojavi nek nov naslov. Prej smo imeli naslov velikega gospoda, to je naziv velikega vojvode, torej naziv, ki je bil enak vladarju Litve, čisto zahodni naziv in ki ga Rusi nikoli niso uporabljali. Jaz sem napisal kot car, namreč v Rusiji zavlada kot car. Na začetku so seveda ljudje zadovoljni bili, rekli so, no, zdaj bo pa vse boljše, zato ker imamo pravega carja. Ampak seveda ni bilo boljše, zaradi tega, ker je Dimitrij sedel na prestolu, ni prav nič manj bilo lakote, nič manj ni bilo bolezni, torej vse se nadaljuje pri tem, da imajo seveda na prestolu človeka, ki ne čaka dolgo in začne kazati seveda svoje ambicije po katolizaciji Rusije. In to je nekaj, kar seveda hitro konča te medene tedne. Tukaj lahko vidimo zgodovinsko sliko, torej z 19. stoletja. Na čelu Rusije je bil tedaj, ruske cerkve je bil patriarh Job, in tukaj ga vidimo, kako pravzaprav odkloni podpis pristopa ruske cerkve k rimski cerkvi. Torej patriarh na noben način noče sprejeti dveh stvari. Lažnega Dimitrija kot carja in seveda priključitve ruske cerkve rimski. To dvoje je bilo seveda skregano z njegovim razmišljanjem in to je seveda bil tisti prelom, ki seveda potem stvari popolnoma obrne. Poglejte, konec lažnega Dimitrija, vidimo tega moškega, kako divje gleda skozi okno. Medtem, ko je seveda Dimitrij skušal spreobrniti Ruse k katolicizmu, so se Rusi organizirali. Patriarh je pozval ljudi v boj za rusko vero, za rusko cerkev. Na čelo tega boja je stopil Vasilij Šujski in seveda Vasilij z svojimi somišljeniki udre v Kremelj, tam umorijo lažnega Dimitrija in seveda sledi spet ena taka zelo ruska stvar. Dimitrijeve posmrtne ostanke zažgejo, pepel nabašajo v kanon in ustrelijo proti Poljski. Češ, pojdi tja, od koder si prišel. Seveda je bila to, bom rekel, zelo taka zanimiva stvar. Mi imamo kar naprej v tej zgodbi nekaj takih stvari, ko se moramo nasmejati. Torej, ideja je seveda sjajna bila, posledice so bile še hujša katastrofa, kot je bila že prej. Glejte, Vasilij zdaj postane car. Zadnji ruski car, ki je imel v sebi kri dinastije Rurik. Šujskega ne moramo uvrstiti pravzaprav nikamor. Ni bil seveda Rurikid ta pravi, niti ni bil Godunov, niti ni bil Romanov. Bil je pač Šujski. Njegova vlada je zelo kratka, torej 4 leta in v tem času seveda se zgodijo zelo pomembne stvari. Torej, na ruskih tleh se prične vojna med Švedsko in pa na drugi strani Poljsko. Brata smo videli Sigismund in pa na drugi strani Erik, se na ruskih tleh tepeta za to, kdo bo, kateri moški iz dinastije Vaza bo vladal pravzaprav temu baltskemu delu. Rusija je bila prešibka, finančno in tudi drugače, da bi tu lahko neko vlogo igrala. Vasilij je bil, bom rekel, kolikor toliko sposoben, vojskovodja, ampak kaj to pomaga, ko ni imel vojske, predvsem je pa ni imel s čim plačati. Glede na vse skupaj se Vasilij potem
odloči in se seveda poda v to vojno kot zaveznik Švedov. Tukajle imamo bitko pri Klušinu leta 1610, v kateri so Poljaki premagali združeno švedsko-rusko vojsko. Katastrofa je bila seveda veliko hujša za Rusijo, ker se je bitka odvila na ruskih tleh in ker je seveda ruski car, torej Vasilij IV., postal poljski ujetnik. Torej švedski kralj Erik je seveda se rešil in posledično seveda za Švede ni bilo nekaj hudega. Poljska vojska je bila čisto zadovoljna, da je osvojila ogromna ozemlja v Rusiji in seveda zraven še ruskega carja. Tukaj imate oklep enega od častnikov poljske vojske, vidite, zelo zanimivo, vdet je bil v leopardovo krzno, pomeni, da gre za neko, bom rekel, zelo, zelo nobel stvar, namreč vi gotovo veste, da leopardov na Poljskem ni, razen živalskih vrtovih, torej je bilo treba to pripeljati iz daljne Afrike. Ampak Poljska je bila takrat bogata, torej poljsko plemstvo je bilo bogato, tako moramo reči, in seveda so si lahko privoščili take eksotične, ko rečemo modne dodatke, čeprav gre za vojaški oklep. Vasilija prepelje zdaj kot ujetnika na Poljsko in tukaj imamo kar nekaj slik, ki jih je so jih naredili poljski umetniki v 19. stoletju kot neke vrste opomina Rusom, da so včasih seveda bili Poljaki tisti, ki so Ruse ponižali. Tukaj lahko vidimo Sigismunda na prestolu in tukaj vidite Ruse, kako se mu klanjajo, med njimi je tudi Vasilij Šujski. Na tej sliki, ki je iz tistega časa, ko se je to odvijalo, torej iz leta 1610, vidimo vse skupaj še toliko bolje. Tule vidimo Vasilija, kako poklekne pred poljskega kralja. Šlo je za seveda enega najbolj temnih trenutkov v ruski zgodovini. Še enkrat vidimo tule, tu so Rusi, tu je pa Sigismund in čaka seveda vse skupaj neko ponižanje. Torej, vse skupaj je bilo res, res globoko, globoko za Ruse in iz te luknje se pravzaprav ni kazala pravzaprav nobena rešitev. Poglejte, v tem času je na moskovski prestol prišel ta drugi lažni Dimitrij, ki je naredil pa vendarle eno dobro stvar, preden da so ga ubili. Tudi ta drugi lažni Dimitrij je bil verjetno Poljak, ni imel kaplje ruske krvi v sebi, ampak ta vsaj ni želel, da bi Ruse seveda spremenili v katoličane in je ob smrti patriarha Joba, ki smo ga prej videli, imenoval novega patriarha. To je bil dotedanji rostovski nadškof Filaret, ki zdaj postane Filaret moskovski patriarh Rusije in Moskve, človek, ki je seveda za našo zgodbo ključen. Kdo je bil ta Filaret? Glejte, še nedavno nazaj je bil to človek, ki mu je bilo ime Fjodor, pisal se pa Romanov. Fjodor Nikitijevič Romanov je bil to, ki je imel sina Mihaela in ta Mihael bo postal naš prvi Romanov na prestolu. Godunov, ki si ni želel Romanovih blizu prestola, je Filareta, oziroma tedaj še seveda Fjodorja, prisilil, da je šel v samostan, potem pa seveda, ker je bil tako izobražen, tako visokega rodu, postane najprej metropolit in nadškof v Rostovu in leta 1611 moskovski patriarh. Filaret je bil neustrašen. Rekel je, tako ne gre in se je podal v
Varšavo, torej v poljsko prestolnico in zahteval od Poljakov, da vrnejo vse vojne ujetnike in pa tedaj truplo že mrtvega Vasilija IV. Torej Vasilij Šujski umre od same žalosti v ujetništvo in kasneje, precej kasneje Romanovi, ko že uspešno vladajo v Rusiji, njegove posmrtne ostanke pokopljejo v Kremlju. Filaret je bil sicer pogumen, morda malo naiven, dejstvo je, da ga Poljaki vtaknejo v arest. In tako je Filaret zdaj v poljskem zaporu in Rusija je seveda v še bolj obupnem položaju. Car je mrtev, novega carja ni, Rusija je brez carja in ima patriarha, ki je sicer pri vseh močeh, ki je pa v Varšavi v zaporu. In to je seveda dogodek, pa noče iti naprej. To je pa dogodek, ki je seveda še kako zelo zanimiv. Namreč Filaret je seveda postal zdaj tisto upanje za Rusijo. Namreč v čem je bil problem Rusije? Rusija zdaj ni imela vodstva. Enostavno se zdaj rusko ljudstvo ni imelo na koga obrniti in zdaj so vsi čakali, kaj se bo zgodilo. Na ruski prestol pride zdaj sin poljskega kralja Sigismunda, Vladislav, ki pa seveda zanimivo ne doživi očetove podpore. In Vladislav vlada sicer zdaj kot ruski car, katoličan, ampak seveda tisto, kar je pri vsem skupaj ključno, je to, da imamo opraviti z vladarjem, ki ga ne priznavajo niti Rusi, niti Poljaki, kot taki. In vse skupaj je zelo, zelo komplicirano. Poglejte, tukaj zdaj pravzaprav tiči jabolko spora. Mi smo v letu 1611 in Poljaki so lastniki moskovskega Kremlja. Kaj hujšega za ruski ponos si seveda ne moremo predstavljati. Rusi so bili pač zdaj čisto na tleh, Poljaki sedijo v Kremlju in posledično, in posledično seveda se vse skupaj kaže tako, kot da bo Sigismund vendarle uspel. Torej, da bo Sigismund III. Uspel s tem, da bo celo združil poljsko in pa rusko krono in naredil seveda pravoslavno Rusijo za pravzaprav, če smem tako reči, podložnika katoliške Poljske. Ampak v najhujši krizi za Rusijo in lahko mi verjamete, da je bila to seveda res, res najhujša kriza, se pojavi človek, ki reši Rusijo. To je bil tale moški. Njegovega portreta iz časa življenja nimamo. Kuzma Minin. Ni bil ne plemič, kaj šele kak knez, kaj šele kraljeve krvi. Bil je trgovec. Trgovec iz mesta Nižni Novgorod, ki seveda sklene, da je treba nekaj narediti. Nekaj je treba storiti. Tako ne more biti naprej. Rusija rabi vodstvo, Rusija rabi carja in treba ga je najti. Kakorkoli si pač to zamislimo. In Minin, seveda, ki je imel ogromno denarja, ki je bil zelo sposoben trgovec, organizira svoje prijatelje, Nižni Novgorod, Jaroslav, Kostroma, potem seveda tudi na drugi strani dol Kazan, vse do Astrahana se ljudje povežejo in Minin reče, dajte denarja, kolikor ga morete. In to je seveda bilo tisto, kar je, bom rekel, potem pravzaprav rodilo neko dogajanje, kjer je seveda, bom rekel, se potem obetala rešitev Rusije. Tukaj lahko vidite Nižni Novgorod, morda se ga bo še kdo spomnil
po prejšnjem imenu sovjetskem, to je bil Gorki, kjer imate spomenik, vidite spominsko obeležje, Kuzma Minin in pa njegov sodelavec Knež Požarski, sta tista, ki sta seveda, bom rekel, zdaj vodila ta projekt, torej obuditev Rusije. In tukaj seveda imamo eno zanimivo pravzaprav sliko iz 19. stoletja, namreč gre za sliko, ki seveda nekako korespondira z tem, kar tule vidimo, namreč ta vrata, danes so nekoliko drugačna, so seveda tudi na tej sliki, vidite tule. In tukaj pred temi vrati Kuzma Minin nagovori ljudstvo, naj prispeva, kar ima, pa če eno jajce, da bojo seveda odrešili mater Rusijo pred poljskimi zavojevalci. In ljudstvo se odzove. Rusko ljudstvo, čeprav je živelo v totalni bedi, je seveda reklo, če nas že kdo tepe, naj bo saj domač, in seveda so res dali, kar se je seveda še dobilo. In tako Minin zbere veliko sredstev, s katerimi seveda lahko začne novačiti vojake. Tule imamo sliko, tudi iz 19. stoletja, isti prizor, samo da je v nek drug prostor postavljen, torej prostor, ki ni čisto zgodovinski. Zdaj pa seveda se center dogajanja preseli sem, v mesto Jaroslavl. Kot vidite, ob reki Volgi, mesto, ki je seveda izredno lepo, zelo znano v Rusiji. Tule imate eno fotografijo njihovega grba, torej mestnega grba. In tukaj pride zdaj do tega ključnega dogodka. Tukaj imamo samostan, največji samostan v mestu, ki zdaj postane pravzaprav prestolnica Rusije. Namreč Minin pride po Volgi iz Nižnega Novgoroda do Jaroslava in tu začne seveda urejati neko civilno oblast. Kaj je bilo seveda ključno? Minin se je zelo dobro spoznal na finance, vse skupaj, in denar, predvsem pa dragocene kovine, ki jih je dobil, pretopi in začne kovati pravi denar, tako imenovane jaroslavske kopejke. To je bil denar, ki je bil namenjen za plačilo vojske. In vojska se začne zbirati delno zaradi, bom rekel, nekega domoljubja, delno seveda tudi zato, ker se je obetalo plačilo. Minin je bil zdaj seveda na čelu enega gibanja, ki pa je vendarle rabilo še neko dodatno podporo. In to je bila podpora plemstva. Minin je bil trgovec, ni bil plemič in zaradi tega reče, jaz ne morem voditi vojske. Ne morem je. Enostavno je to, bom rekel, nemogoče, vojaki mi ne bodo zaupali, kot trgovcu. In zato seveda zaprosi kneza Požarskega, tule ga vidite, z čelado, oklepom in pa to zastavo, da postane vrhovni poveljnik ruske vojske. In tukaj imamo eno tako zelo, če hočete, alegorično upodobitev, ki seveda kaže Minina in Požarskega, in Minin kaže, vidite, s tako zelo jasno gesto proti moskovskemu Kremlju. To je tisti cilj, ki ga je treba doseči. In v septembru leta 1612 se seveda vojska odpravi iz Jaroslava do Moskve, gre za približno 230 km dolgo pot, v glavnem po ravnini, in seveda v prvih dneh novembra pridejo ruski vojaki pred Moskvo. Obleganje traja samo nekaj dni in 5. 11. leta 1612 se Poljaki predajo. Tukaj spet lahko vidite eno zgodovinsko sliko, kako
Poljaki zapuščajo Kremelj. In levo lahko vidite Ruse z Požarskim na čelu, tu imamo to, ki seveda čakajo, da bodo prišli v Kremelj. Torej, za Ruse je bil to seveda zgodovinski dan. Dan, ki od takrat naprej seveda v Rusiji velja za državni praznik. Vse do oktobrske revolucije. Takrat ga pač zbrišejo, ukinejo. Putin ga, mislim, da je bilo leta 2005, ponovno uvede. In to je seveda danes ruski državni praznik, praznik državne enotnosti, ki je v, bom rekel, sodobni Rusiji pravzaprav tako zelo pomemben, kot je bil nekdaj v Sovjetski zvezi 1. maj. Torej gre za tako rekoč drugi največji državni praznik. Največji državni praznik je seveda zmaga nad Nemčijo v drugi svetovni vojni. Torej, še danes predsednik Rusije počasti ta dogodek s tem, da položi venec k grobu neznanega junaka. Poglejte, zgodba je bila zdaj seveda samo delno rešena. Namreč Moskva je bila svobodna, Poljaki so se umikali proti zahodu in jasno, Rusi so bili pred naslednjo odločitvijo. Zdaj, ko je bila Moskva svobodna, se v Moskvi, v Kremlju, sestane zemski sabor. Spet se zberajo seveda vodilni predstavniki mest, vodilni predstavniki plemstva in cerkve. In seveda na dnevnem redu je eno samo vprašanje. Izvolitev novega carja. Požarski, ki ima tu seveda pomembno vlogo ali pa rečemo ključno vlogo, krono ponudi Kuzmi Mininu. Reče Mininu, bodi ti car, ti si najbolj zaslužen, da je Moskva osvobojena. Zemski sabor pritegne, ampak Minin je rekel ne. Jaz ne morem biti car, ker nisem plemiške krvi. Ko bo kaj narobe šlo in slej ko prej bo narobe šlo, se boste vi vsi spomnili, da sem jaz navaden trgovec in boste rekli, kaj dela ta trgovec na ruskem prestolu. Torej, krona mora pripasti nekomu, ki je tudi po rangu dovolj visok. Na tej točki se pravzaprav Minin in Požarski umakneta iz zgodovine. Tukaj lahko vidite grob Požarskega v bližini Moskve, ena kapelica. Tukaj pa lahko vidite nekdanji Mininov grob. Mininov grob je, sami vidite, zelo razkošen bil in to v eni cerkvi. Cerkve danes ni. To je bila včasih katedrala v Nižnem Novgorodu, ki so jo v času Stalina razrušili, ravno tako Mininov nagrobnik. Minina so prekopali in njegov nagrobnik danes gleda tako. Zelo preprosto v eni drugi cerkvi znotraj Kremlja v Nižnem Novgorodu je nagrobnik človeka, brez katerega bi seveda bila Moskva verjetno še zelo dolgo v posesti Poljakov. Torej enega tistih, ki ga seveda ruska zgodovina najbolj časti. Torej Kuzma Minina počiva pod sorazmerno skromnim nagrobnim spomenikom. V Moskvi v 19. stoletju postavijo ta sijajen spomenik, Minin levo, Požarski desno, sicer bolj spominjate na neke grške junake, ampak se vseeno, tudi si podobna nista prav nič, ker ne vemo, kako sta Požarski in Minin izgledala, je pa to spomenik, ki kot vidite stoji na Rdečem trgu, na bolj nobi lokaciji seveda ne bi mogel stati. V Jaroslavu ob letu 2000 postavijo ta spomenik iz granita in pa z mozaičnim prikazom kneza Požarskega. Torej Rusija vedno znova in znova seveda se obračajo k tema dvema kot svojima pravzaprav glavnima nacionalnima junakoma. In
Tudi tako je, če smo čisto natančni. Rusi seveda v trenutnih odnosih z Poljsko iščejo korenine tega spora in seveda na ta način, da so Poljaki tisti, ki so začeli. Kot sem že rekel, mi se s tem ne bomo ukvarjali, ker bi lahko se do Adama pa Eve nazaj vrnili, da bi začeli s tem sporom, ampak samo toliko, da vemo, da Rusi seveda gledajo daleč nazaj, torej pred več kot 400 leti so se ti dogodki odvili. No, tukaj imamo en spomenik v Kijevu, ki nam kaže kneza Požarskega. Ta spomenik bomo še večkrat videli, torej knez Požarski je tule. Osebe, ki jih tule vidimo, bomo pa seveda še srečali. To je Ivan Suzanin in pa Mihajl Romanov. Prvi car iz te družine, ampak o njima seveda nekoliko kasnejše. Poglejte, zdaj pa pridemo do nekega dogodka, ki je spet po svoje zelo zanimiv. Rekli smo, Minin in Požarski zdaj zapustita Moskvo. Zemski sabor zaseda cel november in dobršen del decembra in v končni fazi se poslanci zmenijo, da bodo krono ponudili Mihajlu Romanovu. Torej, tedaj 16 let staremu fantu. Zakaj njemu? Zaradi tega, ker je bil seveda sin patriarha Filareta, ki je bil več kot očitno zelo dober voditelj in zaradi tega, ker seveda so zadnji potomci Rurikidov izhajali iz Anastazije Romanove. Rečeno, storjeno, ampak problem je bil en sam. Mihajl Romanov ni bil v Moskvi, sploh ni bil blizu. Bil je 300 kilometrov proč v samostanu, imenovanem Ipatjevski samostan v Kostromi. In tako se seveda sredi decembra poslanci odpravijo proti Kostromi. In ta vest, da je zemski sabor izvolil Mihajla Romanova za carja, se hitro razširi. Predvsem Švedi so imeli svoje dobre vohune in ko izvejo, da je novi car, ki še sploh ni vedel, da je car, v Kostromi, pošljajo tja svojo vojsko. Vojsko, ki je imela seveda en sam cilj, torej zasest ta samostan in ujet novega ruskega carja. Pri tem so naleteli na zavednega kmeta, Ivana Susanina. Ta kmet je hitro ugotovil, kaj se pripravlja, in ko so ga Švedi prosili oziroma od njega zahtevali, da jih seveda pelje v Kostromo, jih je vodil tako daleč naokrog, ne vem kakšne ovinke devo zavlačeval, dokler niso seveda moskovski poslanci prišli v Kostromo, kjer je Mihajl, o tem bomo še govorili, potem sprejel prestol in se seveda tudi s temi poslanci umaknil proti Moskvi. Šele tedaj je seveda Ivan Susanin te ljudi pripeljal v Kostromo, ko je bilo že vse mimo. To zavlačevanje, to domoljubno dejanje plača z smrtjo. Švedi ga usmrtijo. Zakaj to posebej poudarjam? Namreč v 19. stoletju je ruski car Nikolaj I. zaprosil tedaj najpomembnejšega ruskega skladatelja Mihajla Glinko, naj napiše opero. Prvo opero v ruščini, ki bo posvečena ravno temu človeku, ki je dal življenje za carja. Tak je tudi naziv. V času Sovjetske zveze so ime opere prekrstili v Ivan Susanin in tudi seveda spomenik, ki ste ga videli, je bil postavljen v času Sovjetskega
režima. Samostan v Kostromi, še danes stoji, še danes si ga lahko pogledate, in seveda to je kraj, kamor so poslanci prišli prve dni leta 1613. Takrat se seveda zgodi to, kar lahko seveda tule vidite. Vidimo neko alegorično upodobitev Mihajla Romanova, njegove mame, ki je bila z njim nuna, Marta po imenu, in seveda o tem, kaj vse se je tu dogajalo, bomo naslednjič. In Mihajlo Romanov sprejme to krono, ki postane seveda zdaj krona njegove družine za naslednjih, če smo natančni, 304 let. 304 leta so Romanovi sedeli na ruskem prestolu in seveda vladali v dobrem in slabem ruski državi. Glejte, za konec bomo pa seveda si privoščili nekaj glasbe, namreč opera, ki sem vam jo prej omenil, se seveda konča z eno fantastično, če smem tako reči, uverturo, oziroma uverturo z enim fantastičnim zborom. Mislim, da traja 4 minute in boste, upam, da lahko temu prisluhnili. Verjetno poznate. Predstavljati si morate zaključek opere, na eni strani Susanin umre, na drugi strani pa seveda v Moskvi z vsem rompom in pompom kronajo Mihajla Romanova za prvega carja iz te dinastije. In s tem je povezan zbor, glasba, ki jo Rusi imajo kot alternativno himno.